35. oddaja. Govoriva o analitiki družbenih omrežij. Dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes govorimo o analitiki na družbenih omrežjih, medtem ko smo zadnjič so z Nejcem govorila o upravljanju, vodenju LinkedIn profila, poslovnega profila. Tako da danes analitika družbenih omrežij in Nejc... Kar peva v oddajo. Peva v oddajo, ja, peva. In na začetku bi rada razložila, zakaj je sploh pomembno spremljati analitiko na družbenih omrežjih. To je prvo ključno vprašanje, ki si ga moramo vsi zastaviti. In valjda, spremljati treba, pač prvi tak razlog je, da sploh vemo, kaj se nam dogaja na strani, kaj nam povejo rezultati. In kaj nam povejo rezultati, to pomeni, nam poda povratno informacijo, ali moramo karkoli v naši strategiji oziroma pri našem objavljanju spremeniti. Se pravi, to je ključen element za nadgrajevanje strategije, ki smo jo prvotno postavili. Se pravi, ali naša strategija učinkuje ali ne. Absolutno. In s tem lahko seveda delamo tudi korekcije. Tako, in te korekcije nadalje tudi spremljamo. Mogoče tudi to, z neko analitiko, sicer sigurno ne s to podrobno, lahko tudi poskušamo ugotoviti, kaj dela konkurenca. Se pravi, da analiziramo, kaj se na njihovi strani dogaja. Obstajajo orodja za to, lahko pa tudi preprosto s to delamo peš, tako da gremo neposredno pogledati konkurenco in poskušamo tisto vidno statistiko, ki se jo da pač zbirati. Zdaj, če poveva še naš vidik, agencijski vidik, zakaj je tudi za nas to zelo pomembno, seveda, da poročamo našim naročnikom, kaj se s stranjo dogaja, da oni dobijo rezultate na tedenski, mesečni, četrtletni ravni, da vidijo, kako zadeve potekajo in kaj bodo tiste dodatne zadeve, kako bomo popravke same strategije delali. In zakaj je to za njih tudi pomembno? Seveda zato, da analitiko, ki jo dobijo za področje družbenih omrežjih, povežeš z ostalimi kanali, ki jih uporabljajo za promocijo svojega podjetja ali pa svojih blagovnih znamk. Da vidijo, da primerjajo to z ostalo analitiko, spletne strani, analitiko billboard oglaševanja, radijskih oddaj, karkoli že delajo in da vidijo, kako analitika družbenih omrežij vpliva na celotno izvedbo marketinških aktivnosti in katera zadeva jim tudi prinaša največji ROI oziroma posreduje najboljše rezultate. Kako točno začeti z analitiko, kako se sploh zadeve lotiti? In seveda na začetku si moramo, ne glede na to, kdaj začnemo, ali je to vmes, ko že imamo, se pravi, neko Facebook stran, Instagram stran, neko družbeno omrežje, ali pa če je to vmes, oziroma ali pa na začetku, pač da si postavimo neke cilje. Cilje, ki so, temu rečemo smart, ki so zastavljeni tako, da jih lahko merimo, ki imajo neko časovno obdobje, da vemo, naprimer, v tem letu do konca leta želimo to in to doseči. In poznamo tako imenovane cilje in pa KPI-je, to so tako imenovani merljivi cilji. Taki, katere v bistvu, kako to sploh v bistvu povedati lepo po slovenski, kaj je to KPI? Ključni kazalnik uspeha. Hvala. Neke ključne kazalnike uspeha, s katerimi bomo preverjali, če smo te cilje dosegli. Tako, ja. In mi vedno postavimo in te splošne cilje, ki so, naprimer, preko Facebooka želimo povečati zavedanje naše blagovne znamke. Na Facebooku želimo povečati interakcijo uporabnikov za toliko in toliko. Hotel sem omenjati, povečati lojalnost naših sledilcev in tako naprej. Se pravi, čisto taki splošni cilji, da nam dajo neko rdečo nit, kaj mi sploh želimo na družbenem omrežju delati. Medtem ko iz vidika KPI-jev, ključnih kazalnikov uspeha, je pa ključno, da so te res merljivi in tukaj gremo v podrobnosti. In če povem en KPI, je na Facebooku želimo povečati število sledilcev za 30% v naslednjih 6 mesecih.
Na Facebooku želimo povečati interakcijo za 20% v enem letu, naprimer. Želimo pripeljati več ljudi z Facebooka na našo spletno stran, želimo več video ogledov, vse te stvari so seveda merljive in jih lahko preverjamo skozi analitiko. In naslednja taka zadeva, ko imamo določene te KPI-je, merljive cilje, je pa pomembno, da razlikuješ tudi med oglaševalskimi cilji in cilji objavljanja na strani. Okay. Zdaj moram jaz prevzeti. Ja. Okay. Zdaj, če mogoče kar zlistava ene par takih, kaj so lahko mogoče neki cilji pri vodenju oziroma upravljanju strani in pa kakšni so oglaševalski, pa če grem kar po vrsti. Pri upravljanju so to običajno neko število sledilcev oziroma število ljudi, ki imajo všečkano našo stran, potem kakšen je doseg na dan, kakšen je organski doseg, koliko je teh interakcij, kakšna je vpletenost ljudi, koliko je komentarjev, deljen in tako dalje. Medtem ko, če gremo gledati z tega oglaševalskega vidika, pa če sem ravno prej omenil doseg, gremo lahko gledati, kakšen je plačljiv doseg, kakšen je vse te zadeve, ki sem omenil, kakšne so plačljive interakcije. Koliko je cena na klik oglasa. Tako, koliko je cena na 1000 prikazov in tako dalje. Koliko je click-through rate, se pravi, koliko uporabnikov od številke 1000 je kliknilo na naš oglas, se pravi, procent ljudi, ki so kliknili na naš oglas. Potem, koliko je strošek konverzije, koliko konverzij se je zgodil, se pravi, konverzija, če dava primer, koliko ljudi je kupil produkt na naši spletni strani, če imamo spletno trgovino. Se pravi, da lahko mi spremljamo bolj podrobno, kakšni so tisti iz oglaševalskega vidika rezultati, da mi vidimo, če prodajamo nek produkt v naši spletni trgovini, je za nas ključen podatek, koliko je strošek naše konverzije. Ker, naprimer, če naš produkt stane v spletni trgovini 100 evrov in vemo, da je naš strošek izdelka 50 evrov in da imamo največ budžeta za ta naš izdelek iz marketinškega vidika 10 evrov na izdelek v primeru oglaševanja, to pomeni, da naša konverzija na klik ne sme biti več kot 10 evrov, ampak mora biti čim nižja. Zato so te oglaševalski cilji čisto drugačni kot v primerjavi s cilji vodenja. Pa izredno pomembno pri teh parametrih je to, da izberemo tistega, ki je povezan z našim KPI-jem. Se pravi, če imamo KPI, da bomo povečali obisk spletne strani z Facebooka za 20%, pol ne moramo izbrati parameter, s katerim to spremljamo, ki nam v bistvu tega podatka ne da. Pač mi bomo zbrali ali click-through rate, ali bomo zbrali strošek na klik, nekaj v tem smislu, ne moramo iti pa gledati, koliko je bilo video ogledov, kakšna je bila interakcija, ker to nima zveze z obiskom spletne strani. Tako je, in če mi dva poveva tudi z našega vidika, čemu mi največ poudarka dajemo z vidika ključnih kazalnikov uspeha. Pri oglaševanju so to tako je treba različne parametre, ki smo jih prej omenjala, analizirati. Odvisno je tudi od cilja. Tako je. Absolutno. Ampak če govorimo o neki spletni prodaji, to, kar sem prej omenil, pa strošek na konverzijo, potem zelo pomemben nam je strošek na dejanski klik. Lahko je tudi to strošek na engagement, odvisno, tako kot si rekel, ampak poskušamo vedno zmanjševati ta strošek konverzije, ta strošek na klik, da optimiziramo samo oglaševanje. Ko pa govorimo o ključnih kazalnikih uspeha pri objavljanju na strani našega naročnika, je pa ključna zadeva spremljanje interakcije, ali povečujemo ta odstotek interakcije, da se vedno več ljudi vključuje preko družbenega omrežja, potem hkrati reakcije, to s tem mislim lajke, srčke, smejkote in tako naprej, se ne vem, kako se vsem temu reče. Te dve zadevi sta nam tako najbolj pomembni, seveda tudi pri pri samih videih, koliko je tisti čas ogleda videa, koliko ljudi si je pogledal, glede na to video vsebino, ki jo producirava, koliko ljudi si je pogledal video do konca. Ni nam pa toliko pomembno, koliko nam narašča naprimer število sledilcev, ker
ljudi oziroma podjetij daje, ali pa včasih je dajalo veliko teže, ok, mi pa želimo kot glavni parameter ful povečati število sledilcev na strani. Ampak, a veš, na koncu dneva je tako, da ker je Facebook spremenil tok algoritem skozi leta, nam ta številka sledilcev ne pove nič, zaradi tega, ker mi moramo še vedno toliko sredstev vlagati v oglaševanje, da bomo do ljudi prišli. In so veliko bolj danes pomembni parametri, ki sem jih prej omenjal. In zaradi tega mi posledično ne dajemo toliko poudarka povečevanju števila sledilcev. Seveda je še pomembno, ampak veliko pomembnejša sta tiste prve dva parametra. Ne? Ok, mogoče bi še to dodal, seveda, ker je potrebno vsem naročnikom poročati in vse te neke številke in rezultati nekaj povejo. Je pa tudi dejstvo, da jih velikokrat ljudje, ki se s tem ne ukvarjajo vsakodnevno, mogoče ne razumejo najbolje. Zato, če kdaj tudi sam pripravljaš poročila za koga drugega, ki ni toliko veš, je zelo pomembno, da se vključi tudi ta nek, rečemo temu, mehka razlaga dogajanja. Se pravi, da dejansko poskušaš interpretirati vse te podatke, kaj nam to pove, če je click-through rate, ne vem, 3%, 5% ali manjši. Da poskušamo tudi to razložiti, ok, če smo porabili v celotnem prodajnem oziroma marketinškem, oglaševalskem, kogarkoli lijaku, za tok in tok, se pravi neko prodajno vrednost povemo, ok, koliko smo pa v celotnem lijaku porabili in koliko se to prenese v nek končni strošek na eno konverzijo. In vse te, se pravi, razlaga, interpretacija, kje se lahko še izboljšamo, kaj smo delali slabo in tako naprej. To je izreden pomemben del reporta. Potem pa v poročilo vključimo tudi povzetek celotnega poročila, se pravi, to je mogoče bi s tem mogla začeti. Ne? Se pravi, to je na začetku nek summary, povzetek celotnega nastopa ali oglaševanja, potem sledijo te parametri, ki sva jih prej razdelala, se pravi, pokrijemo v absolutnih in relativnih številkah, potem imamo v primeru vsebin, se pravi, objav tudi najboljših 5 objav, kdaj vključimo tudi najslabših 5 objav, se pravi, zakaj da naročnik dobil pogled, katere vsebine najbolj učinkujejo, katere malo manj, da tudi na podlagi tega redefiniramo strategijo oziroma strategijo nadgradimo. Kaj še vključimo? To, kar si ravno kar razlagal, je še kaj takega? Ja, še tudi ponavadimo vedno kot neko za pomoč razlago vseh teh pojmov, ker okrajšave tipa CTR, CPM, CPC, marsikomu ne povejo veliko in zato vedno tudi vključimo v poročilo razlago, da se lahko vsak vrne na tist, rečemo temu neko legendo in pač tam pogleda, ok, CPC to pa pomeni to in to, CPM to pa pomeni to in to. In ko boš v podjetju spremljal analitiko na družbenem omrežju Facebook ali pa Instagram, tukaj bi samo opozorila na to, da tukaj se ne zaključi celoten proces analitike. Ampak je potrebno tudi to analitiko, zato imamo tudi Facebook Pixel in Google Analytics kodo, tako moramo pogledati. Se pravi, moramo samo zadevo imeti povezano tudi z Google Analytico. To je zakaj omenjam to, ker je to najpogostejše orodje, ki ga v Sloveniji uporabljamo za spremljanje analitike. Vse so tudi druga, ampak to je najpogostejše. In je zelo pomembno, da pogledamo, kaj nam pa te rezultati povejo v platformi Google Analytics. Ker na koncu družbena omrežja so samo en kanal. Vi ste lahko tudi na drugih kanalih prisotni in preko te širše analitike, iz kje ljudje obiskujejo vašo spletno stran, lahko tudi, ker sem že na začetku omenil, naredimo to širšo sliko analize naših digitalno-marketinških aktivnosti, da lahko tudi na podlagi rezultatov prilagajamo proračun in izboljšujemo celoten digitalno-marketinški nastop. Sem kaj pozabil tukaj povedati? Ne, se mi zdi, da si v redu povzel. All right. Ok. Kaj imamo še kaj za dodati? To je to? Ok. Hvala, ker si naju spremljala. Naslednjič bo presenečenje, še nisva čisto definirala, o čem bomo govorili, ampak sigurno bova tukaj, tako kot vsak torek, tako da hvala, ker... Mogoče bi jaz malo vse namignil, veš. No, daj namiga, najde.
bom dal dve opciji. Okay. Ena je, ali bomo imeli nekega gosta, ali bo pa ponovno en primer, mislim, da je to neka kul zadeva, da pogledamo en konkreten primer, kako se neko podjetje, blagovna znamka na družbenem omrežju loteva svojega nastopa. In en primer imava že tako malo izbran, tako da bova videla, ali bo to gost, ali bova pa analizirala ta primer. Lahko nam mogoče tudi napišeš spodaj v komentar, kaj bi mogoče pa ti želela videti v naslednji oddaji. Ok, to je to za danes, se vidimo naslednjič in pa lepo se imej. Se vidimo, čao. Why?